Ena scena je pač bila, ko smo v hribu stali in tam sem morala grabiti. In ja, jaz nisem zelo nadarjena za takšno delo in po mojem se je to tudi opazilo. In potem so pa zame to asistenti delali, kar je bilo precej praktično. Gre. Pri Super Mario je tudi vedno en izhod. Midva sva na zadnjem nivoju, čist blizu zaklada. Ampak to ni igrica, to je zares. Ja, v filmu lahko veliko trikov narediš. En, ko zdaj ne bi snimal, pač ne bi zraven bil pri snemanju, bi mislil, bravo, tlini. Ampak ni bila votlina, recimo tako. Ja, da se nas ven potegnili, smo bili v eni čist majhni luknji. Ampak tako zgleda, kot bi bila še zmeram ista votlina. Kako? Vam bomo vse razložili. Veš kaj? Jaz te bom pretepla. Zato, da si všel, mi bo še... Ne more, kar... Ma polna usta šokolade. Ker ma... A se ti je totalno zmešalo? Jaz svoj musical hočem, tako kot Mira. Tvoje petje je bolj podobno mjavkanju. Vseeno, se bom že naučila. Dovolj dobra igralka sem. In nastopili bomo na poletni noči in jih totalno zasenčili. Niti na misel mi ne pride. Jasmina je itak rekla, da ne bodo nastopili. Vseeno! Rekli bodo, da jih kopiramo. Me prav malo briga. Svoj musical hočem, ali pa nisem več tvoja. Fračka je čist čovek. Ona se je tudi čisto lahko vživela v to vlogo, tako kot jaz, ker sem malo egoista in, kako bi rekel, po nemško bi rekel, engebildet. Ker se vse ljudi zdaj napoznajo me in to vidijo, si je žena efektozana ultra. Res je, prevarala sem te. Rada bi, da ostaneva prijatelja. Prijatelja? Zdaj ti mene poslušaj, dobro poslušaj. Od človeka, ki ga tako rekoč igraš, ga moraš tako zastopati, da vsi mislijo, ja, ta je res tak. In to je precej interesantno delo. Žena mi je spet lihno vlogo dala. Ne grem na oder, ne morem. Hej, Lila, zunaj čaka veliko ljudi. Dvorana je polna. Torej, pri meni to ni funkcioniralo, da bi se kar sama od sebe drla. In potem smo to skušali s čebulo, kar pa ni, kar je pa še manj funkcioniralo. Edino, kar je bilo smrdilo je, ampak to, da bi se jokala, ni šlo. Skozi vseh 9 epizod smo spremljali ljubezenske dogodivščine mladostnikov. Romantičnih trenutkov torej ni manjkalo. Tega sicer nisem planiral za danes. Vse ne treba vedno vsega planirati. V redu je. Principialno smo jo vsako sceno 10-krat, 20-krat snemali, da je pasala. Ampak na to sceno sva se z Nadjo zelo dolgo pripravljala. Za dialog? No, to ne tako dolgo, ker to ni tako težko bilo, to je bilo samo par stavkov. Gospa Nadja mi je zelo olajšala to sceno, tako da je bilo fajn. Zdaj privat ali zdaj pri snemanju? Mislim, da bo to najbolj... Prva scena, ki sem jih snemala, je bil tudi zraven poljub s Petrom. Sem res bil ful nervozen. Bila sva precej nervozna oba, ampak smo, mislim, dobro rešili. Poljub nismo prej vadili, nismo vedeli, kako naj naredimo in potem... So nam tudi prepovedali, da se pač ne smemo res poljubiti, ampak samo tako delati. So pač asistenti nam pokazali, kako se moramo poljubiti in
Dovolj si talentirana. Saj imaš i mene. Kaj pa to zebi? Mana. Zgibt se ne. Ja, in za mene je malo trdo, ker sem direkt z dopusta pošel. Kdaj bo to dober dan Koroška, teda isto imaš strom došel tam. Za ej, pejnih tam, ej. Časno. Jo, sorry. To je fajn. Stvarno, ste prin, druga. V oddaji je tako izgledalo, kot da bi bil poln stadion. Fajn je bilo tisto, da je bil to prvi koncert, ko je publika obvezno ploskala, tako da sem lahko špilal in aplavz je bil garantiran. Schwöre, Vater, Mutter sterben. Posebno izrazno sredstvo nadaljevanke so bile ilustracije slikarja Oliverja Marčete, ki je že sodeloval pri otroški nanizanki Mihec in Maja. Pri tem projektu sem pa prvič brez papirja, brez materijala delal, se pravi direktno digitalna risba. In to je bilo zame tudi nek učni proces, tako da sem kar nek časa rabil, da sem občutek dobil za tale touchscreen, pa ta način risanja. Kje je Štefan? Rekel je, da pride na soundcheck. V takšni oddaji, kot je Dober dan Koroška, moramo imeti programe za ciljne skupine. Predvsem seveda tudi za otroke in za mladino. In mislim, da nam je to že z Mihcem in Majo odlično uspelo, ampak da je to bilo možno še nadgraditi za nepozabnim poletjem, to pa je bilo tudi zame dejansko presenečenje. Vedno, ko se prične delati s takimi projekti, seveda zelo težko in radovedno pričakujemo rezultat tega. In rezultat nepozabnega poletja je bil seveda enkraten. Mislim, da je koroška slovenska mladina dokazala, kaj je dejansko zmožna, in dokler bomo imeli take mlade, se nam za bodočnost narodne skupnosti ni treba bati. Vedno več mladostnikov se odloča za poklicno delo v elektronskih medijih. Medtem se mnogi na Koroškem pritožujejo zaradi nemotivirane mladine. Rešitve tega problema pa ne ponudijo. Film na Koroškem že 15 let uspeva vzbujati pozornost mladine. Zato bi morale kulturne organizacije redno ponujati pogoje za tovrstno udejstvovanje mladih v sodobnih medijih. Nepozabno poletje je mladini ponudilo možnost, da spoznajo, kako poteka snemanje filma pred kamero in za njo. Gledalcem so s tem približali tudi samoumevno rabo slovenščine in s tem pripomogli k večji jezikovni samozavesti mladine. Po 19 dneh snemanja je bilo seveda potrebno, da bomo imeli pametno fešto, da ne bomo imeli v spominu samo vse dneve snemanja, stresa, malo spanja. In tako smo pa, medtem ko so oni še pozno v noč snemali zadnje scene, smo pa s Helen začeli pripravljati to fešto, smo nakupili sokove in moram reči, in tudi kako sem slišala od drugih, je bila to najboljša fešta tega stoletja. Vedno fule gore, bi ni bil ta streng, pa vse ta mi imamo ni enkrat prav, da bo vse fule streng, pa tak in fertig, to ni tabu. Sem tudi prvič videla, kako se to naredi in kaj se dogaja za kamero. Sem se veliko naučila. Jaz mislim, da je bila to zelo važno za vsakega. Smo imeli veliko action pa ekstras. Ja, je bilo super. Vsi smo se razumeli za kamero in zmeraj imeli gaudo. Smo skupaj zrasli kot ena velika družina v tem času, ko smo delali na filmu. Zdaj se še vedno skupaj, vedno spet srečavamo. Več pa nočem povedati tem, ker tiste, kaj se je zgodilo zgoraj, bo tudi zgoraj ostalo. Izkušnja za življenje pač. Hej, hej, pazi zdaj. Hej, hej, pazi zdaj. Hej, hej, pazi zdaj. In se nasmej.